resen dan odpiramo razstavo v tej avli upravne enote. Razstavo, ki takšnimi drobci, a izjemno pomembnimi drobci priča o 100 letih pihalnega orkestra, gasilskega pihalnega orkestra Loče pri Dobovi. Čestitamo, praznujete celo leto, kar je prav, ne? Ker v tako dolgi zgodovini zelo težko govorimo o tistem prvem pravem datumu, čeprav seveda, da tudi v Ločah imajo, da kdaj so kupili prve inštrumente. In če se spomnite, ko smo se srečali na tistem odličnem koncertu v februarju, so nam to tudi povedali in tudi kazali. Ampak dejmo začeti tako z gosti, nam je malo določe, ta avla upravne enote je izjemen prostor, ki ga upravlja tudi Skala DOO in smo jim hvaležni, ampak zdaj smo že malo v tem času pozabili, kako nam je vroče, tako da jaz, če bom kakšna neumnost rekla, je to zaradi tega razloga, pa tudi zato, ker sem želela danes vas nagovarjati tako prosto iz srca, z vsem tistim, kar nas povezuje, tiste, ki ste izjemni nosilci naše nesnovne dediščine in tisti, ki imamo to srečo in čast, da jo lahko raziskujemo, da lahko o njej pripovedujemo. In iskrena hvala vam, da je ta čas danes doletela mene in da bom imela malo več časa in bom govorila o vas. Ampak najprej pa prosim za nekaj pomembnih pozdravov. Sicer tako Simona Rožman-Strnad, tudi sama velika kulturna delovka, tako na nivoju neke ljubiteljsko leto, tudi zato, ker je teden ljubiteljske kulture, posvečen prav instrumentalni glasbi, jo prosim za ta prvi nagovor. Hvala lepo. Lepo pozdravljeni, spoštovani jubilanti, lepo pozdravljeni tisti, ki ste vedno z njimi skupaj. Namreč zdaj v juniju, s 15. junijem, se izteka podaljšani teden ljubiteljske kulture, ki se je začel sicer 15. maja in je vsako leto umeščen v sredino meseca maja. Letos prvič podaljšan, pa ne zaradi covida, ampak zaradi tega, ker se v preteklih letih ugotovilo, da smo vsi želeli v tistem tednu ljubiteljske kulture promovirati svoje prireditve in da jih je bilo po Sloveniji toliko, da se jih enostavno tudi ni dalo obiskati v nekem manjšem okolju. Zato so dejansko pristopili letos malo širše in nekako razširili ta teden ljubiteljske kulture, kar v mesec ljubiteljske kulture, ki je letos posvečen inštrumentalni glasbi. Osrednja nacionalna otvoritev bi morala biti 14. maja v Krškem, vendar je to vse odpadlo zaradi letošnjih izrednih razmer. Zato se bo tudi teden ljubiteljske kulture v letu 2021 nadaljeval z inštrumentalno glasbo, vendar v povezovanju tudi z literaturo. Pa tudi območna izpostava Brežice, v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Brežice, smo pa letos vendarle naredili en mini dogodek oziroma razstavo, ki je postavljena tule v neposredni bližini med cerkvijo svetega Lovrenca in Slomškovim domom, s fotografijami naših inštrumentalnih skupin, ki delujejo v naši občini, vključno tudi z vami, jubilanti. Izredno me veseli, da vas lahko spremlja v tem jubilejnem letu. Verjamem, da bo v vaši kroniki letošnje leto, čeprav ste si zamislili, da bo drugače obeleženo, pa vendarle s enim posebnim znakcem in mislim, da se boste vsi tega leta izjemno spominjali, ne samo zaradi 100-letnice, ampak tudi kako so se vaši dogodki morali zaradi izrednih razmer razvijati. Mogoče pa ravno zaradi tega postanejo ene stvari pristnejše, bolj spontane, bolj sproščene in mogoče še bolj srčne. Želim vam odličen nocojšnji dogodek, želim vam odlično praznovanje v celem letu, veseli me in zelo smo ponosni, da vas imamo v občini Brežice, ki jo zastopate v neštetih dogodkih, tako doma, kot tudi izven naših meja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zagotovo ni naključje, da so si godbeniki izbrali ta prostor. Prostor, ki je zaznamovan z drugačnimi aktivnostmi, dnevnimi, kot je godbeništvo oziroma kot je igranje, kot je uživanje. Sem prihajamo z različnimi nalogami, ampak da nam ni preveč težko, pa seveda so zaslužni vsi tisti, ki v teh prostorih delajo.
se pravi tako upravne enoti kot na vseh ostalih. Smo pa veseli, da je danes z nami načelnica upravne enote, Alison Teodorovič, ni še čista prava, se vem, ampak nič hudega. Mi jo kar naprej imenujemo, ker če kakšno stvar imenujemo, potem se tudi zgodi. Tako da hvala tebi, da sprejemate skupaj z vsemi vašimi sodelavci te dogodke, te naše razstave, ki so stalnica že kar vrsto let na teh panojih, ki se malo selijo gor pa dol po tej avli in ki gostijo res odlične razstave. Moram tukaj seveda še malo iti v druge čevlje, ne bom se fizično preobula, ampak bom stopila sem tako malo sem. To so panoji, ki so v lasti Društva za oživitev mesta Brežice in smo veseli, ker na njih ves čas prikazujemo odlično ustvarjalnost tako Brežičanov, kot tudi širše, občanov občine Brežice. Torej, Alison, malo dolgi nagovor, ampak izvoli, pozdravi nas prosim tudi ti, v imenu vseh tistih, ki boste vsak dan tukaj pri ljudem pripovedovali, da se morajo ustaviti ne samo pri vas, ampak tudi pri razstavi. Hvala. Lepo pozdravljeni, tudi v imenu upravne enote Brežice in v mojem osebnem imenu. Zdaj, taki sami govorci, jaz govora nimam pripravljenega, ampak tako bom rekla, veseli smo res, da ste ta teden kulture zaključuje prav tu v avli upravne enote Brežice. Čestitam vam ob vašem jubileju. Upam, da boste še naprej tako uspešni v prihodnjih 100 letih. Zdaj, da imamo take lepe prostore, pa to, da se že veliko dogodkov tukaj pri nas vrstilo, je predvsem zaslužen naš pokojni načelnik Darko Bokovinski, ki je dejansko živel za umetnost in za kulturo, za družbeno, ne vem, kako bi rekla, odgovoren je bil zelo in si je najbolj res prizadeval, da se čim več kulturnih dogodkov ravno v naših prostorih odvija, tako v sejni sobi, tako v avli. Tako da sem res vesela, da ste dejansko res se odločili za avlo upravne enote in to je to. Srečno še naprej. To delo, to dobro sodelovanje tudi nadaljuje. Zdaj pa preden boste eno odigrali, kaj je moj moment. Imam pripravljene izpise iz registra nesnovne kulturne dediščine. Register nesnovne kulturne dediščine je samo pač en register, ampak izjemno pomemben register. Kajti to je edini register, ki govori resnično o ljudeh. Resnično govori o vas, govori o tistih, ki 100 let veste, da brez zgodbe v vaših krajih ni življenje, ni vsakdanjika, ni praznika. In kako piše v tem registru, kaj sploh je godbeništvo? Oblika družbenega delovanja glasbenikov v okviru godb na pihala, kjer igrajo na pihala, trobila in torkala. Razširjeno je po celotni Sloveniji in ima dolgo tradicijo. To seveda lahko potrdijo tudi naši današnji slavljenci, ki so vpisani kot nosilci te enote in sicer so zapisani kot četrti. Zdaj, to ni tekmovanje, ni pomembno, da je prvi, da je drugi, da je tretji, da je četrti, ampak pomembno je, da od več kot 100 godb, ki delujejo na Slovenskem, so do sedaj vpisane le nekatere. Se pravi, 8 godb je vpisanih, pa dejmo malo so 7, prva je bila vpisana Pihalni orkester Kapele, ker seveda imajo letos 170 let. Potem kot druga Domžale, tretja Idrija. Idrija je najverjetneje najstarejša godba na Slovenskem, mogoče celo v Evropi. Povezane seveda z rudarstvom, z rudnikom in tam seveda rudarstvo je tudi povezano z godbeništvom. Potem je tukaj še, potem so Loče, se pravi gasilski pihalni orkester Loče, Cerkno, Jesenice, Kranjska Gora, 7. Medvode in 8. Moravče. Imamo mlajše člane, imamo starejše člane, v zadnjem času imamo tudi veliko deklet, pa imamo potem mlajše moške, pa starejše moške, mislim, starejši žensk ni, ne vem zakaj, pa dobro. Pustimo, malo se moramo pohecati. Se pravi, gre za druženje, gre za način življenja, ki povezuje generacije, ki se prenaša iz roda v rod,
ki se tako v sredini v istovetnost posameznika, družine, celotne družbe, da je najbrž izjemno težko živeti brez godbe. Če bi vam zdaj vaša dirigentka rekla, dovolj, da spustimo godbo, če bi rekel Ivan Kovačičev, ne bomo več delali, kaj bi se zgodilo? Ne bi se strinjali. Ne bi se strinjali, ja. Tako da to je res nekaj izjemnega. Ne štejete ur, ne štejete nekih takih niti finančnih, niti časovnih komponent, ker seveda tukaj ne gre za odrekanja, gre za način življenja, ki bogati seveda vas, ker vas nišče ne sili, da hodite v godbo, vas dosili, da hodite na vaje, dirigentko, pa prej vas je danjo. Ker uživate v tem, kar počnete in zato ste izjemno dragoceni. Ste tudi drugim nam navdih in ste tisti, ki našo državo, našo skupnost peljete naprej. Mogoče še malo v zgodovino, se pravi godbeniki so povezani tudi z pogledom v svet. Najbrž so prihajali ta znanja, so prihajala iz vojsk, se pravi, ko so fantje šli na vojsko, ko so bili rekrutirani, ko so se morali za različne domovine boriti, so potem tudi na različne načine pridobivali ta znanja. In ko so se vrnili domov, so to znanje prenašali drugim in se v bistvu tako ta godbeniška zgodba tudi krepila. Kaj je posebnega pri godbi Loče, je seveda tista zgodba iz leta 1920, ki jo pripovedujemo, mi jo že poznamo, ampak nikoli ni prevečkrat povedana, ker so te mladi fantje si tako želeli imeti inštrumente, da so trdo prigarali denar od nabiranja kolna, se pravi premoga, nabrali oziroma, da so ta premog nabirali zato, da si bi kupili inštrumente. In zdaj se vprašamo, a bi mi kaj takega naredili danes, čemu bi se odpovedali samo zato, da bi si kupili inštrument, da bi lahko igrali, razveseljali sebe in druge. Pa s to mislijo, prosim, za naslednjo, kaj bomo še špilali. Najlepša hvala. Kulturno društvo Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi je bil vpisan kot nosilec nesnovne kulturne dediščine v register pod enoto godbeništvo 30.6.2017. Torej še malo pa bodo 3 leta. Ta teden smo slovesno praznovali oziroma predstavili tudi še drugi vpis iz iste vasi. Namreč pustne obhode ločkih kostov, vračov in svatov
ki je bila opisana 7.5.2020. Torej, ta konec, ta delček naše ljube Slovenije je prežet ljudmi, ki ne želijo ostati v preteklosti, ampak se trdno zavedajo, da je tista preteklost naš temelj, brez katere ni lepe sedanjosti in brez katero težko stopamo v prihodnost. Ampak za lepo sedanjost, pa za odlično prihodnost, pa potrebujemo seveda tudi širšo podporo. Zato je danes z nami podžupanja naše občine Brežice, ponosna podžupanja in gasilskega pihalnega orkestra Loče, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Na vsakem dogodku upravičim našega župana, ker je tudi on želel priti, ampak je žal danes zadržan, vas pa vse skupaj prav lepo pozdravlja. Še enkrat vam čestita ter vam želi prijetno druženje. Sama vam še nisem imela priložnosti osebno čestitati ob vašem tako visokem jubileju, zato vam na tem mestu izrekam pohvalo ter čestitam iz srca za vašo stoletnico delovanja. Čestitke oziroma zahvala je namenjena prav vsakemu članu vašega društva, saj se zavedam, da je za delovanje društva potrebno veliko prostovoljnih ur vaših članov, veliko odrekanj in usklajevanj, da zadeve stečejo. Na občini Brežice vaš trud prepoznavamo in se vam trudimo finančno stati ob strani, seveda s sofinanciranjem vaših programov in vsebin, v zmožnosti, ki jo imamo tudi mi, kajti tudi mi imamo samo eno pogačo, ki jo moramo razdeliti med vsa društva. Hvala še enkrat vsem posameznikom, ki se povezujete v društva in ste aktivni na kulturnem področju, saj s tem bogatite kulturno življenje naših občanov. Nam ste zares v ponos. Želim vam veliko sreče tudi v prihodnjih 100 letih. Zdaj, če bom rekla, če nas boste povabili na 200 letnico, je preveč optimistično, ne? Tako, vse dobro vam želim v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, draga podžupanja. Razstava, ki je tukaj pred nami, predstavlja tiste drobce teh korakov, ki so bili opravljeni v 100 letih. A če gremo še malo nazaj, 100 let nazaj, kakšno je bilo leto 1920? Mogoče v nekem delu zelo podobno. Evropa je okrevala po španski gripi, Evropa je okrevala po prvi svetovni vojni, mi sicer ne okrevamo po vojni, upam, da tudi ne bomo. A vendar to niso bili tako enostavni časi. Ni bilo tako enostavno priti do kruha. Zato je to dejanje vaših prednikov še toliko bolj edinstveno in tisto, v katerem je treba res večkrat pripovedovati. Se pravi, zelo težko pridobljen denar so vložili v to, da so si lepšali vsak dan in praznik, da so si kupili inštrumente in da so potem lahko počasi se učili, igrali v različnih priložnostih in so v teh desetletjih, v tem stoletju preobrazili iz male skupinice zagnanih glasbenikov, veliko skupino odličnih glasbenikov, tistih, ki jim je glasba tudi vir vsakdanjega dohodka, tistih, ki seveda v to glasbo vlagate svoj prosti čas, tistih, ki ste na začetku teh svojih poti, tistih, ki počasi že razmišljate, ali imam je že dovolj te godbe, ker je toliko mlajših, da pravi vseh vas skupaj, ki ste dediči teh izjemnih vaših prednikov. Nekateri ste že ne vem, katera generacija v družini, res brez godbe ne morete živeti. Drugi prihajate v godbo, ker vas tako malo spodbudi glasbena šola Brežice, vas malo ravnatelj reče, pa pejte še malo godbo, da če tako govorim, malo bolj posplošeno. Se pravi, vse te zgodbe se prepletejo, vse te zgodbe so se prepletale in ta vaška godba na nek način, ta godba iz malega kraja je postajala vedno večja. Kapelniki vedno bolj zahtevni, niso bili več kapelniki, bili so dirigenti, počasi ni bilo dovolj samo igrati od rojstva do smrti, ampak je bilo treba ves čas se tudi udejstvovati in dokazovati na različnih tekmovanjih in tem našim ločkim godbenikom to odlično uspeva.
Tudi nekaj utrinkov o tem je na tej razstavi, se pravi, kako je zrastel ta odličen orkester, kako je lepo šla ta pot, od godbe do orkestra, čeprav seveda tisti, ki se z dediščino ukvarjamo, še vedno radi uporabljamo to godbo, to slovesnost, orkester je lahko tudi simfonični, ampak če pa rečemo godba, ne, pa vemo, da je to pihalni orkester, nič drug ni godba, ampak vi ste tista godba, ki prinese veselje, ki nam prinese veselje v 1. maju, ki nam prinese veselje v praznikih in ki velikokrat pospremi tudi tiste, ki so odšli iz tega sveta. Jaz verjamem, da bo vaša godba živela še dolgo, da bo tako presegla vse tiste ljudi, kot ste jih vi, se pravi tiste vaše začetke, tiste korake, da ste sedaj trdno usidrali ne samo v zavest nas, v tej občini in širše, ampak v evropsko in svetovno zavest. In zato smo vam izjemno hvaležni in zato verjamem, da je zaslužen tudi tisti, ki ga zdaj vabim na meni, Ivan Kovačič. Ja, lepo pozdravljeni vsi, ki smo se danes zbrali na tej naši slovesnosti. Namreč ta razstava bi morala že biti odprta v mesecu marcu, pa veste, zaradi tega, kaj se zgodilo, je pač nismo mogli odpreti. Tako da danes so na ogled nekaj slik, mogoče predlog upravne enote ali komu drugo, da še kak ponudam, imamo slik zelo veliko, pa bi za enkrat bodoče, za mogoče kako drugo obletnico. Danes, ali pa to leto praznujemo 100 let in ponosni smo na to. Danes smo slišali veliko lepih besed, tako da se zahvaljujem vsem za čestitke in za te spodbudne besede. Res je, da je to način življenja, da je res veliko ur potrebnih, veliko nastopov skozi leto, veliko smo doma, ampak tako smo navajeni, tako družine tudi živijo. Je pa res, da nekdo je rekel, da kdor živi z glasbo, živi lepše. In mi smo tega veseli. Ne bom več dolgo govoril, ampak zahvalil bi se rad govornicam današnjim. Je pa zanimljivo, da imamo sami ženske danes govornice, tako da mogoče prvo Alison. Ja, še požupanja. Hvala. Pa še eno za našo zvesto. Da vidite tako lepo razstava ali pa lepo pač, kak smo se potrudili, je pa najbolj zaslužen naš Sandi. Za njega pa za njegovo ekipo smo pa pač eno flašo. Tako. Še enkrat hvala, razstava bo odprta najmanj do konca julija, z možnostjo podaljšanja. Ko bo pa tega konc, mi bomo še zdaj dvakrat zaigrali. Imamo pa tam prištimane malo pijače, da se malo odžejete, ker res je vroče in smo že potrebni tega. Tako da...